Ja, hvala. A se v redu tako slišim, imam v redu mikrofon? Okay. Na oddelku za krajinsko arhitekturo zadnjih nekaj let v enem od predmetov na magistrskem programu sodelujemo v neformalni mreži več kot 180 šol po svetu, imenovani International Geodesign Collaboration, kjer se na podoben način soočamo oziroma oblikujemo in raziskujemo scenarije različnih prioritet razvoja ob predpostavkah nekih velikih globalnih sprememb od podnebnih, gospodarskih, demografskih in tehnoloških. Pri tem se sprašujemo, kako izvesti neke začetne strateške faze prostorskega načrtovanja, se pravi faze, kjer se soočamo z vprašanjem, v katero smer naš prostor razvijati, katerim prioritetam dati prednost, kaj in kam nekam postaviti, v kontekstu teh velikih sprememb, v obsežnih in spornih kontekstih, se pravi v kontekstih, kjer za isti prostor tekmujejo različne rabe prostora in pa zlasti ob veliki meri negotovosti, ker gledamo več 10 let v prihodnost in kot smo videli recimo iz začetnih grafov nekih scenarijev podnebnih sprememb, bolj kot gremo v prihodnost, večje so negotovosti nekih napovedi in enako so pač tudi večje negotovosti tega, kaj bomo potrebovali v prihodnje. Po nekaj ponovitvah v pedagoškem procesu smo se odločili, da odgovor na tole vprašanje stestiramo tudi v nekem bolj, recimo, resničnem kontekstu, se pravi v sklopu nekih pravih prostorsko-načrtovalskih procesov. In zato smo prijavili en projekt z bilateralnim sodelovanjem z švicarskim partnerjem VSL, Zvezdnim inštitutom za raziskave gozda, snega in krajine, v katerem smo se navezali pravzaprav na dva procesa. Zdaj, tukaj bom malo skočil nazaj. Tekom tega ponovitev v pedagoškem procesu smo ugotovili, da je eden od takih smiselnih postopkov, kako nasloviti to vprašanje, postopek prostorskih pogajanj, o katerih bom zdaj tudi več govoril v nadaljevanju te predstavitve. Zdaj, ko smo se mi odločili prijaviti ta projekt in preizkusiti to v praksi, smo seveda naleteli na to, da je danes obilica nekih delavnic, kamor so ljudje vabljeni, obilica nekih seminarjev in seveda, če dodajaš še neko delavnico zgolj zato, da nekaj stestiraš, hitro preobremeniš ljudi in izgubiš udeležbo. Zato nam je bilo seveda jasno, da se moramo navezati na dva tekoča procesa in pri tem smo zbrali energetski prehod, zlasti vidik večanja rabe obnovljivih virov, zlasti zato, ker pri realizaciji projektov obnovljivih virov energije zelo pogosto slišimo, da gre za neučinkovito prostorsko načrtovanje in ena od to je najbrž tudi posledica tega, da se o projektih obnovljivih virov energije začnemo pogovarjati praktično takrat, ko so že zbrane konkretne lokacije, ko ima investitor že pripravljeno celo dokumentacijo in pravzaprav želi dobiti samo še gradbeno dovoljenje. Zelo redko pa se recimo pogovarjamo o tem, kje v Sloveniji, kateri vir, v kakšnem obsegu sploh izkoriščati in primerjati neke scenarije tega. Drugi proces je pa priprava regionalnih prostorskih planov. Namreč zakon o urejanju prostora določa, da moramo v Sloveniji do leta 2027 za vsako statistično regijo sprejeti regionalni prostorski plan, ker do zdaj te ravni prostorskega načrtovanja v Sloveniji praktično ni bilo, je ena velika zagata, kako naj ti plani sploh izgledajo, katere vsebine naj naslavljajo in kako jih pravzaprav sploh pripraviti. Tako da smo tukaj nekoliko bolj konkretizirali naše raziskovalno vprašanje in smo se vprašali, kako lahko vključevanje razvoja obnovljivih virov energije v neko širšo regionalno vizijo prostorskega razvoja neke krajine oziroma regije v našem primeru, se pravi, da
razmišljamo o rabi obnovljivih virov energije v kontekstu vseh ostalih rab tal, kmetijstva, gozdarstva, razvoja prometa, razvoja turizma in tako naprej, seveda na nek prostorsko ekspliciten način. To izvajamo v dveh državah, v Švici in v Sloveniji. Imamo 4 pilotne regije, v Sloveniji Goriško in Primorsko-Notranjsko. Po velikostih so sicer nekoliko različne, no, ampak gre tukaj pravzaprav za nek tak upravljalski okvir, ne, se pravi v Sloveniji regije, zato ker se za njih pripravljajo regionalni prostorski plani. V Švici so pa tudi to v bistvu neke regije, ki imajo nek upravljalski okvir, se pravi, so te občine znotraj teh regij nekako združene in skupaj načrtujejo lahko prostor. Ne. Se pravi, cilj tega projekta je s postopkom prostorskega pogajanja med deležniki pripraviti čim bolj konsenzualno vizijo prostorskega razvoja regije, ne, z poudarkom na energetski infrastrukturi. Zdaj bom razložil to jedro tega projekta, ki mu mi rečemo prostorsko pogajanje. Ne. Zdaj, kot sem omenil, naš prostor je omejen, ne, in zato različni interesi med seboj tekmujejo za to, kam se bojo postavili. Ne. Se pravi, največja tekma, recimo temu, poteka ponavadi za neke ravne, rodovitna območja, kjer je zelo privlačno za kmetovanje, najlažje je graditi, sploh če je to bližina gozda, tam ljudje želijo živeti in tako naprej. Ne. Vsaka od teh dejavnosti oziroma vsak prostorski sistem, dajmo temu reči, želi v prostoru seveda uresničiti določene projekte. Če pogledamo obnovljive vire energije, želimo postaviti vetrne elektrarne, želimo postaviti sončne elektrarne in tako naprej. Ne. Če pogledamo recimo prometno infrastrukturo, želimo zgraditi nove ceste, nove železnice, krožišča in tako naprej. Ne. Gospodarstvo, gospodarske cone, logistične terminale in tako naprej. Ne. In vsak sistem ima pravzaprav neke svoje konkretne projekte, recimo, ki jih želi uresničiti. Zdaj, glede na to, kakšno prioriteto nekega razvoja mi zberemo, ali gremo bolj v razvojno smer, ali gremo bolj v varstveno smer, recimo, je te projekte možno sestaviti v neke različne prihodne scenarije. Ne? Se pravi, kako bo naš prostor izgledal, si lahko zamislimo na različne načine. Lahko zelo strogo varujemo kmetijska zemljišča, lahko pa na njih uvajamo recimo agrofotovoltaiko. Ne? Tukaj so neki pač trade-offi in to je možno pač prikazati v različnih scenarijih. Zelo verjetno je, da bodo ti scenariji med seboj konfliktni. Ne moramo doseči vsega povsod naenkrat. Če želimo imeti zelo veliko pridelavo kmetijskih pridelkov, najbrž na tem istem zemljišču ne moramo imeti tudi agrofotovoltaike. Ne? Zato je treba te različne scenarije med sabo seveda uskladiti. Se pravi, ugotoviti je treba, kateri so tisti projekti, tiste ideje, ki dejansko najbolje naslavljajo neke prihodne izzive ali pa trenutne izzive, s katerimi se soočamo, se pravi, s katerimi scenariji ali pa s kakšnim scenarijem lahko nekako dosežemo največ ciljev, največ idej, recimo, teh sistemov. Ne? In da to dosežemo, je treba seveda treba te scenarije na nek način usklajevati oziroma se med njimi pogajati, zato da na koncu lahko pridemo do nekega čim bolj konsenzualnega scenarija. Ne? In to je v bistvu ta naša temeljna shema, kako smo se lotili našega iskanja odgovora na tiste vprašanje prej oziroma dosego cilja. Ne? To seveda poteka tako, da se na neki delavnici dobijo predstavniki različnih teh sistemov, ki predlagajo svoje projekte, jih glede na neke podobne interese potem združujejo v scenarije in na koncu se pač usedejo skupaj in pogajajo o tem, kako izdelati pa nek skupni scenarij, a ne s tem, da seveda se potem to lahko vrti, se predlagajo alternative projektom, iščejo druge lokacije, iščejo recimo druge tehnologije in tako naprej. Ne? To je nekaj utrinkov z delavnic. Celotna delavnica je sicer podprta z digitalnim orodjem, tako da je to relativno lahko in hitro delati. In zdaj bom šel čez primer teh slovenskih
izvedb tega. Na koncu bom govoril o vrednotenju, kako smo v bistvu ugotovili, kaj smo s tem sploh dosegali. Torej, prvi korak je seveda priprava neke te delavnice. Zdaj, malo je zoprno, če se na teh delavnicah pogovarjamo čist na suho. Zato smo mi kot pripravo predvsem pregledali regionalne razvojne programe, zato da smo lahko že vnaprej definirali neke razvojne cilje, ki jih ima posamezna regija. Problem regionalnih razvojnih programov je, da nimajo karte. Ti regionalni razvojni programi niso narisani v prostoru. Tako da, kar lahko recimo taka delavnica naredi, je, da vse te ideje skuša narisati v konkreten prostor in pri tem seveda ugotovimo, da mogoče vseh idej iz tega regionalnega razvojnega programa ne bo možno uresničiti, ker so to zelo pogosto, bom rekel, seznami želja posameznih občin v regiji. Pripravili smo tudi prostorske modele vrednotenja prostora za vetrne in za sončne elektrarne, zato da je bilo bolj jasno, kje obstaja nek ustrezen potencial za izkoristek vetrne in sončne energije v teh dveh regijah in s tem smo ponudili neko strokovno podlago za nekoliko bolj prostorsko eksplicitno odločanje in pogajanje o tem, kam postaviti te tehnologije. Izvedli smo pa tudi intervjuje o regionalnem prostorskem razvoju s ključnimi deležniki, ki so potem tudi sodelovali na teh delavnicah, zato da smo jih nekako poskušali spraviti v ta način razmišljanja o regionalno pomembnih temah in regionalnem razvoju. To je potem enodnevna delavnica, kjer sodelujoči v digitalno orodje pravzaprav za posamezen sistem, ki ga predstavlja ena barva, vrisujejo svoje ideje, kaj bi se kje lahko v tej regiji uresničilo. Zdaj, sistemi, ki smo jih mi obravnavali, so se nekoliko razlikovali glede na specifike regij, običajno jih je bilo tam 9 do 10 in običajno smo na eno tako delavnico dobili nekje 50 do 70 predlogov prostorskega razvoja oziroma projektov v posamezni regiji. Te udeležence smo potem združevali v interesne skupine, kjer je vsaka skupina oblikovala svoj scenarij razvoja. Sprav, interesna skupina pomeni, da so bili v njej udeleženci delavnice, ki so imeli podoben nazor razvoja prostora. Se pravi, v Primorsko-notranjski regiji smo imeli recimo eno skupino, ki je dala prioriteto predvsem varstvu narave, eno, ki je dala prioriteto razvoju energetike, potem smo združili predstavnike občin iz te bolj notranjske strani in predstavnike občin iz te bolj primorske, pivške recimo strani. Vsaka skupina oblikuje iz tega nabora vseh idej od vseh deležnikov svoj lasten scenarij razvoja in ga potem predstavi vsem ostalim. Vsaka skupina potem oceni scenarij druge skupine, se pravi, ali se z posameznim scenarijem strinja ali ne strinja. In glede na to vrednotenje lahko potem oblikujemo pogajalske pare. Se pravi, pogajalski par sta dve interesni skupini, ki morata uskladiti svoje dva scenarija. In to medsebojno usklajevanje oziroma pogajanje, tukaj pride zdaj to pogajanje, poteka v tem orodju skozi take žive tabele, kjer vsaka ta celica pravzaprav predstavlja en projekt, ki je bil predlagan in vključen v scenarij in tukaj lahko pravzaprav za klikom prižigajo ali ugašajo posamezne projekte in s tem skupaj sestavljajo pravzaprav nek tak scenarij prostorskega razvoja posamezne regije. To je zdaj nekako končni rezultat. Gremo čez toliko ponovitev teh pogajanj, da pač pridemo na koncu do enega scenarija na koncu. Se pravi, po 2 in po 2 skupine in potem po 2 in po 2 delno izpogajana scenarija, dokler ne pridemo pač do končnega. Se pravi, v slovenskem primeru smo končali
pri takih upodobitvah, se pravi neke grobe cone, kje bi se kaj lahko zgodilo v posamezni regiji, medtem ko smo v Švici nadgradili to še z tem, da smo vključili ilustratorja, ki je tekom delavnice pravzaprav ilustriral na neko bolj privlačen način tak podoben scenarij in potem smo lahko o tem pravzaprav lažje razpravljali, mogoče, ker je bilo pač bolj dojemljivo za udeležence. Ne? Zdaj, celoten ta postopek smo ovrednotili z anketo med temi udeleženci teh delavnic. Udeležencev je bilo od 10 do 50 na delavnico, no, tako da se je malo to spreminjalo. Načeloma so se vsi precej strinjali z ustvarjenim scenarijem, kar je dobro, ne, se pravi smo dosegali nek visok del konsenza. Pomembno je, da so se na teh delavnicah dejansko pojavili neki konflikti. Se pravi, nismo tam govorili samo o stvarih, s katerimi se itak vsi strinjajo, ampak dejansko je prišlo do nekih različnih idej o razvoju tega prostora, ki jih je bilo možno rešiti. Določenih konfliktov tudi seveda ni bilo možno rešiti, kar je tudi dobro, ker to pomeni v bistvu neko zastavico, neko opozorilo nadaljnjemu postopku priprave regionalnega prostorskega plana. Se pravi, vemo, da ko bomo šli zdaj v dejansko pripravo teh regionalnih prostorskih planov, bomo naleteli na določene konflikte, ki jih je ta delavnica pravzaprav spravila na površje. Tudi so se strinjali, da so bolj razumeli interese drugih deležnikov v prostoru, se pravi, prišlo do nekega tega medsebojnega razumevanja. In pa kar je iz mogoče energetskega vidika bolj pomembno je to, da je bilo dejansko opredeljenih oziroma ugotovljenih nekaj lokacij za obnovljive vire energije, ki bi jih bilo fino preveriti skozi formalne postopke zdaj naprej, ne? In pa opredeljenih je bilo tudi nekaj lokacij, kjer so določene strokovne podlage pokazale na visok potencial za obnovljive vire energije, ampak so drugi deležniki iz drugih sektorjev, nosilci urejanja prostora, že vnaprej pravzaprav rekli, da bo to šlo pa zelo, zelo težko skozi in to dvoje skupaj nam pravzaprav omogoča opredeliti prioritetne projekte za obnovljive vire energije, ki bojo najbrž lažje šli skozi. Ne? Seveda vse mora iti pa še čez neke formalne postopke, ker to je pač nek neformalni postopek usklajevanja. Večinoma se udeležencem zdi to uporabno tudi v drugih prostorsko-načrtovalskih nalogah, ne zgolj v regionalnih prostorskih planih. Zdaj, mogoče dva rezultata, s katerimi smo najbolj zadovoljni, no, je to, da si po delavnici udeleženci, ki bojo dejansko vključeni tudi v regionalne prostorske plane, boljš predstavljajo, kako bojo oni izgledali. Na obeh delavnicah sta sodelovali tudi pripravljalke teh regionalnih prostorskih planov, ki sta bile v bistvu precej zadovoljne in boste poskusili ta podoben postopek uporabiti še naprej. In pa vezano spet na energijo, da je ta postopek dejansko omogočil boljšo integracijo rabe obnovljivih virov energije oziroma vsaj nek koncept, neko razmišljanje o tem, kje in kaj izkoriščati. Zdaj, vseeno je na koncu se zdi, da je prostorsko razmišljanje v takih delavnicah precej zahtevno za udeležence, pogosto zlasti nosilci urejanja prostora nočejo tudi narisati nekega interesa na karto, ker jih je strah, da jih bo takoj nekdo držal za besedo. Razmišljanje o regionalni ravni je precej zahtevno tudi. Imamo veliko zadržanost do neformalnih procesov načrtovanja, zlasti pri ljudeh, ki so vključeni v formalne procese in se morajo tam odločati. Kar je pa tudi pozitivno je, no, da smo po predstavitvi tega Ministrstvu za naravne vire in prostor v bistvu dobili neko pobudo, da pripravimo usmeritev za uporabo podobnega postopka za regionalno prostorsko načrtovanje. Začel sem z IGC-om in tudi končal bom z IGC-om. Trenutno poteka eksperiment, kjer poskušamo ta isti postopek oziroma podoben postopek izvesti na ravni celotne Evrope. Približno 40 strokovnjakov iz cele Evrope se je ta ponedeljek zbrali in za celotno Evropo definirali glede na posamezne bioklimatske cone in države primerne podnebne ukrepe za naslavljanje pač biodiverzitetne krize, podnebnih sprememb in tako naprej. Tako da to je zdaj trenutno v teku, no, kaj več pa še ne morem povedati, ker zadeva poteka pa lahko med kavo oziroma med kosilom.
Zoom na Slovenijo. Ja, hvala. Imamo čas za eno vprašanje in sicer realno so ta prostorska pogajanja samo med ministrstvi plus varovanje kulture in narave in vprašanje je, kdo bo popustil ali sploh lahko pridemo do regionalnega prostorskega načrta. Ja, do regionalnega prostorskega načrta bomo mogli priti. Realno so res, ta pogajanja, oziroma težko jim rečemo pogajanja, no, ker smo mi zapadali toliko v to normativno prostorsko načrtovanje, da pravzaprav se vsak drži nekega svojega vrtička, ki mu ga pač zakonodaja zakoliči in kjer ima absolutno zadnjo besedo pravzaprav, ne. Mislim pa, da imajo pač možnost take delavnice v tem, da spravijo te ljudi skupaj, no, pa da se ne razmišlja zgolj o tem, a bomo nekaj sprejeli ali zavrnili, ampak v bistvu o alternativah, no. Da pogledamo, kaj je dejansko možno v prihodnosti, različne scenarije pogledamo in se odločimo, kateri je najbolj, recimo, zadovoljiv za vse, no. Ne vem, če odgovori to na vprašanje. Hvala.